Kaj recimo si naredil, ko ste izgubili tekmo? Kot igralec je ena stvar, zdaj kot trener je pa popolnoma druga stvar. Seveda. Kot igralec nekako vedno razmišljaš o sebi. Vedno poskušaš biti čim boljši, da lahko funkcioniraš sami ekipi, ker tudi jaz igralcem govorim sedaj, ti moraš biti zase najboljši, da si lahko dober za ekipo. Ti moraš biti dober, da lahko pomagaš ekipi, moraš dati svoj maksimum. Po porazu definitivno je pomembno, da konstruktivno pristopiš do samega sebe in si realen. Ne da se lažeš, da si odigral dobro tekmo in zdaj ni do mene, pomeni na ostalih 9 ali 10, 15 igralcev, koliko se pač zamenja, je odgovorni. Tako da definitivno je po zmagi dosti boljše kot po porazu, ampak razmišljanje je treba biti vedno pozitivno. Jutri je nov dan, čez en teden je nova tekma ali pa čez 3-4 dni je nova tekma, tako da spet možnost za dokazovanje. Torej, če te prav razumem, ko si ti dal gol in niste kot ekipa zmagali, nisi skakal od veselja, samo si rekel, nekaj sem pa prispeval. Prispeval sem zase. Za sebe, ne pa za ekipa. Na koncu smo bili vsi na koncu poraženi. Ker ekipa z isto barvo dresov, z istim emblemom, skupaj zmaga, skupaj zgubi.